Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v judejski puščavi oznanjal z besedami: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju. Glas vpijočega v puščavi: pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli levi. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precej farizejev in saducejev, jim je rekel: Gadje zalega, kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: Abrahama imamo za očeta, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje, toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Vevnico ima v roki in počistil bo svoje mladišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal: Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nanj. In glej, glas iz nebes je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.